nam lahko kot avtor in scenarist, gospod Vojči Celec, opišete, kako je nastajal film Za Prekmurje gre? Navdih za ta film sem dobil že po nastanku dokumentarnega filma o Murski republiki in zgodbi o Vilmušu Tkalcu. Potem sem želel to zgodbo nadgraditi in se posvetiti celotnim dogajanjem, ki so se dogajali takrat od oktobra 18 do avgusta leta 1919. Prebrskal sem vse mogoče dokumente v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti in se povezal z temi mojimi zgodovinarji, ki so mi pomagali ustvariti film, seveda. To je, predvsem bi naj poudaril pripoved Dušana Nečaka in Andreja Hozjana, ki sta govorila o teh dogajanjih. Ne smem pa pozabiti na župnika Alojza Benkoviča, ki je osvetlil dogajanja in prizadevanja Ivana Jeriča v takratnem času. Za igrane kadre, ker sem mislil, da sta največjo vlogo na pariški mirovni konferenci za pridobitev tega priznanja oziroma priključitev Prekmurja k Sloveniji pripomogla Matija Slavič in Fran Kovačič. Sem povabil k sodelovanju amaterskega režiserja in igralca Srečka Centriha, ki mi je zaigral Matijo Slaviča. Nenad Perič, prav tako amaterski gledališki igralec iz Murske Sobote, je upodobil Jožefa Klekla starejšega. Borut Ziherle pa Vilmuša Tkalca iz Murske republike. Snemanje je trajalo lansko leto in moram se pa zahvaliti. Postprodukcija pa? Moram pa se najprej zahvaliti RTV Slovenija, da je ta film sploh prišel v izbor po njihovem razpisu za odkup dokumentarnih filmov v lanskem letu. Za kamero in montažo pa je bil Jože Glažar iz Murske Sobote. Kako dolgo je trajala postprodukcija? To je najtežje delo, izbor kadrov in izjav. To je trajalo verjetno od avgusta do decembra lanskega leta in vedno je izbor teh izjav najtežji, saj moraš krajšati verjetno tudi tiste dele, ki so tudi pomembne, ampak film se ne more zavleči v nedogled in dolgo, ampak izbrati, kar je najboljše. V okviru stoletnice združitve Prekmurja z matičnim narodom ste imeli predpremiero filma Za Prekmurje gre tudi v Murski Soboti, zdajle v hramu demokracije. S kakšnimi občutki ste tokrat spremljali ta film? Marsikoga sem slišal, da zmeraj vidi kaj novega in seveda tudi podoživi. Vi ste seveda Prekmurec. Je boj za Prekmurje že končan? Ja, takrat je bil boj končan, vendar se duhovi spet obujajo strani Madžarske. Po moje je končan, ker ta zgodba z Madžari ne bo uspešna. Po drugi strani pa, kar se tiče mojih prvih predpremier filma v Murski Soboti, moram povedati, da sem bil zelo presenečen, ker sta bila obe predstavi razprodane, pod narekovajo, se je bil vstop prost, ampak zapolnjen vsak zadnji sedež. Tukaj v Ljubljani pa se zahvaljujem Dejanu Židanu, predsedniku Državnega zbora, da nam je to sploh omogočil. Jaz sem mu takrat v šali povedal Murski Soboti, ajde Dejan, izobrazimo tudi te slovenske poslance v tem parlamentu in se veselim in sem vesel, da je to povabilo. Mislim, ta izziv sprejel. Velik posluh pa ima tudi naš predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca. Tudi ta, ja. In je imel zelo lep govor danes, sem ga poslušal z velikim veseljem. Hvala. S kakšnimi občutki ste, gospod Marjan Šiftar, spremljali ta film Za Prekmurje gre? Z zelo dobrimi, nisem ga gledal prvič in gledal sem ga večkrat in vedno, kadar ga gledam, kot rečeno že večkrat doslej, ugotavljam še novo zanimivo stvar, zanimivi fragment v tem resnično odličnem filmu, odlični celoviti filmski
predstavitvi najširših slovenskih in rad bi verjel tudi širše mednarodne javnosti izjemno turbulentnih, dinamičnih dogajanj, ko se je odločalo o usodi Prekmurja. Skratka, odličen film, koristen, da ga vidi čim širši krog ljudi v Sloveniji in tudi, kot rečeno, izven meja. Znano je, da smo Slovenci skozi stoletja veliko izgubljali, toda z združitvijo Prekmurja z matičnim narodom smo najbrž nekaj tudi pridobili. Ja, to je res. Nekaj smo v skladu z odločitvami na Pariški mirovni konferenci dobili, ampak hkrati je pa treba dodati tudi precej takrat z odločitvami Pariške konference, z vplivom velikih sil, ki so ponovno delili Evropo, tudi precej izgubili. Vemo, izgubili smo večji del ali pa velik del Primorske, izgubili smo Koroško. No, pridobili smo pa takrat Prekmurje in prvič, kot vemo, zahvaljujoč dobro odločitvi Pariške mirovne konference, je Prekmurje postalo del matice oziroma enotnega slovenskega nacionalnega kulturnega prostora oziroma takratne države SKS. Kaj vam pomeni bližajoča se stoletnica? Veliko. Sam sem vpleten, povezan, aktivno sodelujem v aktivnostih, ki so povezane z obeleževanjem te 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom že kar leto in pol. In letošnja dogajanja, ki še sledijo, predvsem mislim zdaj na proslavo, ki bo 17. avgusta v Beltincih, kot eden od osrednjih dogodkov v okviru tega obeleževanja. Celotno obeleževanje je širši, celovitejši program, katerega namen je se spomniti seveda zgodovine, drugič potrditi, kakšno veliko bogatstvo predstavlja Prekmurje tudi dan danes, z vsemi svojimi potencijali, z vso svojo etnično in drugo multikulturnostjo in kako nepogrešljiv del je Prekmurje naše slovenske države, slovenske družbe. Skratka, to je velik program, velika stvar in verjamemo vsi tisti, ki sodelujemo v teh aktivnosti, da se bo vloga in pomen prvič zgodovinskih dejstev in tudi sedanjih naših odnosov in pomena in vloge Prekmurja v Sloveniji v naši skupni nacionalni zavesti samo okrepila. Hvala. Profesor dr. Dušan Nečak, vi ste bili tudi soavtor filma, narator. S kakšnimi občutki ste pa vi sodelovali pri tem filmu? No, jaz moram reči najprej, da je moja vloga pri nastajanju tega filma bila nekoliko manjša kot soavtorstvo. Namreč prebral sem scenarij in dal kolegu in prijatelju Vojčiju Celecu nekaj pripomb, nekaj nasvetov, nekaj takih zadev, ki bi bilo po moje vredno upoštevati pri filmu. Drugo je, kar se mi zdi pomembno, je to, da sem jaz z gospodom Celcem že sodeloval v enem od njegovih dokumentarnih filmov o Murski republiki in moram reči, da je me zato zelo hitro pridobil, zato da sem se tudi zdaj vključil. Moje občutki kot prekmurskega zeta, jaz, za tiste, ki ne vedo, jaz nisem Prekmurec, jaz sem Ljubljančan, rojen, mi je ta tematika zelo blizu. Ne samo zaradi tega, ker sem se strokovno ukvarjal tudi s Prvo svetovno vojno in dogodki po njej, ampak tudi zaradi pokrajine, ki mi je nadvse všeč in imam zelo rad. Velikokrat še ne vemo, ali pravilno uporabljamo termin združitev, priključitev, zakaj je pravzaprav šlo? No, zdaj ste zadel mojo bolno točko, ki jo vedno znova ponavljam, pa mi nihče ne sledi ali zelo malo me sledijo. Prekmurski Slovenci so bili vedno del slovenskega naroda, v vsej zgodovini. Prekmurski Slovenci. Zato je priključitev, lahko samo priključitev ozemlja tega, kjer so naseljeni prekmurski Slovenci, k novo nastali jugoslovanski državi. To je osnovno izhodišče. V trenutku, ko se reče priključitev prekmurskih Slovencev k slovenskemu narodu, pomeni, kot da prej niso bili
del slovenskega naroda. So bili, tako kot so primorski Slovenci bili vedno del primorskega oziroma slovenskega naroda, kot so koroški Slovenci del slovenskega naroda, so tudi porabski Slovenci in prekmurski Slovenci del slovenskega naroda. Gre za ozemlje in tako kot je film naslovljen, gre za Prekmurje. Torej, priključitev, vrnitev ali združitev, to ne bi smelo biti vprašanje. Ne, to so jezikovne variacije, akrobacije, lahko je priključitev, lahko je združitev, lahko je vrnitev. Jaz sam bi rekel priključitev k, ampak še enkrat poudarjam, ozemlja k novo nastali državi. Hvala lepa za pojasnila in za pogovor. Ni za kaj. Hvala. Moram reči, da sem navdušena, da sama sem velika ljubiteljica Prekmurja, čeprav ga do pred nekih dobrih 15 let praktično nisem poznala in tudi tega dela zgodovine se v šoli nismo učili v tistih časih. Govorila sem s kolegicami, ki so zgodovinarke, tudi one so pritrdile, da so se danes naučile marsikaj novega. Tako da želim si še več tovrstnih dogodkov v parlamentu Republike Slovenije in upam, da bo prilika tudi v prihodnje. No, torej, za Prekmurje gre in bo najbrž še šlo, kajti nekako je ta severovzhodni del Slovenije najbolj odmaknjen in še med Slovenci tudi bolj malo poznan, žal, včasih. Žal lahko pritrdim, da je temu res tako, vendar mislim, da tudi vsaj, kakor vidim zadevo v Državnem zboru Republike Slovenije, so poslanci, ki prihajajo iz tega območja, izjemno aktivni, tako da vsekakor prispevajo k prepoznavnosti Prekmurja v Ljubljani. Hvala tudi vam. Za Prekmurje gre, ste si ogledali torej film ob stoletnici združitve Prekmurja z matičnim narodom. Še zmeraj pa se pojavljajo vprašanja tudi, ali gre za priključitev, združitev ali vrnitev. Kaj menite vi? Za mene je zadeva že davno zaključena. Ko sem leta 2005 z amandmajem na zakon o državnih praznikih in dela prostih dnevi v Sloveniji predlagal praznik, novi praznik, 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, sem seveda za strokovno argumentacijo zaprosil tudi kar nekaj znanih ljudi z najvišjimi akademskimi naslovi. In takrat smo bili mi eno dobro leto člani Evropske unije, ki je družina narodov, kjer administrativne meje padajo, bi naj padle. Zato sem se v imenu praznika izogibal pojmom, entitetam, ki označujejo ozemlje. Jaz mislim, da tukaj ni šlo za nobeno priključitev, za noben anšlus, ampak želel sem, da bi v imenu praznika bil poudarek na tem, da se je del narodovega, slovenskega narodovega telesa združil z matičnim narodom. Tako da za mene je zadeva zaključena in te ideje, ki se danes pojavljajo, da bi se moral ta praznik preimenovati, mislim, da so nesmiselne in v državi imamo kaj bolj pametnega za početi, ne pa da spreminjamo imena praznikov in ne bi želel, da bi eventualna novela zakona, ki bi preimenovala ta praznik, doživela enak fiasko, kot je to doživel zakon, ki je želel popraviti ime primorskega praznika, ker je želel namesto vrnitve primorske zapisati priključitev primorske. Ste poslanec Državnega zbora, ste zadovoljni s položajem Prekmurja v Sloveniji? Nikakor ne. Zelo pomenljivo je bilo sporočilo v tem filmu gospoda Štefana Celeca, ko takrat leta 1918 oblasti v Ljubljani pravzaprav niso vedele, kdo živi v Prekmurju, ko je takratni glavar, če smem tako reči, Pogačnik, spraševal delegacijo Prekmurcev, konkretno Jeriča, ali tam živijo Slovenci, ali tam govorite slovensko. Zdi se mi, da je danes zadeva zelo podobna. Zdi se mi, da se tudi danes iz Ljubljane ne vidi v Prekmurje. S čim to argumentiram? Preprosto s tem,
Če pogledamo statistične kazalnike, statistične regije Pomurje, ki je sestavljeno iz Prekmurja in Prlekije, vidimo, da smo dejansko vse povsod na repu. Morda v kakšnem kazalniku je kakšna statistična regija pred Pomurjem. Drugače pa smo dejansko na repu, kar zadeva BDP po glavi, kar zadeva, prednjačimo pa seveda potem, kar zadeva izseljevanje. Lani recimo je Prekmurje, oziroma Pomurje zapustilo in se preselilo v tujino, gotovo zavedno, okrog 790 ljudi. In kar se tiče demografije, se Pomurju zelo slabo piše in tudi seveda drugih ekonomskih kazalnikov. Boj za Prekmurje torej še ni končan. Gotovo da ne in tukaj jaz tudi pričakujem, da bi klub pomurskih poslancev se bolj angažiral za Prekmurje in Prlekijo. Jaz sem pred dnevi prevzel predsedovanje klubu pomurskih poslancev. Čestitke. Hvala lepa, to seveda ni ne vem kakšna funkcija, ampak bom poskušal s kolegi doseči vsaj majhne korake naprej v tem letu, ko je ta klub pomurskih poslancev namenjen na nek način meni, da ga vodim. Narodi se politično raztapljajo, združujeta in povezujeta jih le jezik in kultura. To so Prekmurci ali smo Prekmurci, lahko rečem tudi sam, sem Prekmurec, dokazali tudi pod tisočletno vladavino Madžarov. Sej takrat, ko sem pisal argumente, da je potrebno uzakoniti državni praznik 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, sem dejansko zapisal v obrazložitvi, da je tukaj v tem primeru šlo za en čudež v zgodovini slovenskega naroda. Slovenski narod je v zgodovini praktično stalno samo izgubljal. V tem primeru, v primeru prekmurskih Slovencev, pa smo dobili. Morda res meje niso tako postavljene, kot bi si želeli. Žal mi je, da so izven meja ostali porabski Slovenci. Ampak kljub vsemu pa je to čudež v zgodovini slovenskega naroda in ja, prekmurščina, prekmurski jezik, tudi moj materni jezik, je knjižni jezik. In tukaj moramo biti pozorni, včasih sem tudi zelo kritičen, tudi pri nas v Prekmurju s tem prekmurskim jezikom, s knjižnim jezikom zelo mačehovsko ravnamo ali pa ravnajo. Poglejmo nekaj pridobitev, pomembnih pridobitev v zadnjem času, pa je dobilo, so kakšni objekti, ustanove dobili zelo neslovensko, še manj prekmursko ime. Pa ne želim tukaj nobenega spravljati v slabo voljo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Za Prekmurje gre. Gledali ste si tudi film zdaj v dvorani Državnega sveta. Kaj čutite kot Prekmurec ob tem filmu? Danes je bilo lepo biti tu, ker že sam naslov ima tudi dvojni pomen. Za Prekmurje gre, dejansko pa gre za Slovenijo. In mislim, da je bilo zelo slikovito tudi v kratkih citatih obelodanjeno, kaj se je dogajalo v tistih časih pred 100 leti, kako razburljivo je bilo, kako nepredvidljivo je bilo in hvala Bogu našim prednikom in pa tudi velesilam, ki so takrat imeli dovolj razuma in obdržali večino slovenskega naroda skupaj. Treba pa povedati, da smo takrat tudi dosti izgubili, še toliko, da še današnji čas nismo povrnili. Zdaj pač kar je, ampak vsaj probajmo to čuvati, kar zdaj imamo, spoštovati, imeti se radi in uporabiti tudi besede, ki so bile povedane tudi v filmu, da treba včasih kaj odpustiti pa pozabiti. Boj za Prekmurje in tudi seveda za druge pokrajine pa bo v Sloveniji še trajal ali se nadaljeval? Ja, glede na to, kako se obnašajo nekateri voditelji, kaj se dogaja, po drugi strani pa mi, da smo premalo domoljubni, se bojim, da nam bo kdo spet kaj ušpičil, ampak upam, da bo vseeno dovolj zdrave pameti, kmečke pameti, prekmurske pameti v slovenski politiki, da se to ne bo zgodilo. Začeli ste s pobudami o ustanovitvi pokrajin. Ja, to je zadeva, ki je nadgradnja, ki že tudi 20 let čaka na svoje živetje. Upam, da politična volja se je spremenila, bili smo že zelo blizu pred dobrimi 10 leti in potem je
kalček razuma zmanjkalo. Upam, da se bo to spremenilo in da bo državni svet kot pobudnik tudi svoj delež prispeval. Hvala lepa. V dvorani državnega sveta je bil danes premierno predvajan film Za Prekmurje gre, avtorja Vojčeja Celeca iz Prekmurja. Še zmeraj gre tudi po vašem mnenju za Prekmurje? Ne samo za Prekmurje, za Slovenijo gre. Prekmurci so nam pred 100 leti pokazali, kaj pomeni trdnost, odločnost, zaupanje vase, spoštovanje svojega jezika, spoštovanje narodnih korenin in kako je treba se postaviti po robu večjim, močnejšim, tudi svetovnim velesilam in doseči tisto, kar so slovenski ljudje sanjali 1000 let. Svojo domovino, svojo pravico, svoje gospodarje. Tako da Prekmurci so nas poučili in Slovencem to more ostati v večnem spominu, pa ne samo kot zgodovinski spomin, pač pa tudi kot način obnašanja in delovanja ne samo v Evropski uniji, mogoče v zgodovini nastane še kakšna asociacija, v kateri bomo, ampak ostati moramo predvsem Slovenci, zaupati sami vase in brez vsakega strahu in brez vsakega zadržka bojevati pravico za svoj narod, svojo domovino, svoj jezik, svoje običaje. Kajti znano je, da se narodi politično raztapljajo in da nas povezujeta le jezik in kultura. To smo najbrž dokazali, smem reči, tudi v Prekmurju, Prekmurci. Prekmurci so dokazali, da jezik in kultura lahko obstaneta tudi na zelo majhnem področju med majhnim številom ljudi. Potrebna je samo ljubezen do svojega naroda in domovine. In Slovenci smo v teh letih postali del globalnega sveta, postali smo del Evropske unije. Nihče, ampak res nihče razen nas samih ne bo skrbel za našo narodno identiteto. Če bomo uspeli ljubiti in hraniti svoj jezik, če bomo ohranili slovenske ljudske običaje in peli predvsem slovenske pesmi, bomo s tem naslednjim rodovom prenesli tisto, kar so naši dedje ohranili skozi 1000 let. Na tem izpitu smo vedno znova, vsak dan in bomo v prihodnje čedalje bolj. In ta izpit kot narod moramo opraviti. Kajti boj za Prekmurje najbrž še ni končan, tudi iz stališča, da se bo kmalu pojavilo tudi v parlamentarni hiši vprašanje pokrajin, ustanovitve slovenskih pokrajin. Državni svet se je aktivno vključil v aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo pokrajin in tokrat se zadeve lotevamo na drugačen način, kot so se jo doslej. Poslušali smo voljo ljudstva, poslušali smo voljo županov, predstavnikov 212 občin, upoštevali smo, kje se je sodelovanje med občinami do zdaj razvilo, na kakšen način in okrog katerih centrov so se občine združile in že uspešno sodelujejo in to bo naš predlog. Državni svet deluje zgolj kot tehnični posvetovalni organ, ne vsiljuje politične odločitve, zakon je pripravila skupina eminentnih 27 strokovnjakov, mi bomo advokatirali za konsens. V primeru, da dosežemo konsens na nivoju lokalne samouprave, to je na 212 občinah, bomo poskušali najti tudi konsens med političnimi strankami. In šele tedaj in edino tedaj bo Državni svet s 5000 podpisi državljanov zakon prinesel v parlamentarno proceduro v Državni zbor. Dokler nam to ne uspe, bomo delali. Odnehali pa ne bomo, ker je zadnji čas za ustanovitev pokrajin, zadnji čas, da damo lokalni samoupravi veljavo, da državo decentraliziramo in ne nazadnje, da omogočimo črpanje tako državnih kot evropskih sredstev za skladen pa samostojen razvoj posameznih pokrajin. Torej za Prekmurje in za Slovenijo gre. Gre za Prekmurje, gre za Slovenijo, gre za prihodnost naših otrok. Hvala lepa. Prosim.